Zdravo, živo slavo. Danes v oddaji Klepet ob kavi ugotovite, kaj je ceneje. To, da greste v trgovino po kruh ali da si ga naredite enostavno doma. Veliko prednosti namreč je v tem, da si pripravite stvari doma sami. Ne samo, da je cenejše, je vsekakor tudi veliko bolj zdravo. Ta skušnjava je predvsem zaradi tega, ker obstoja eno osnovno pravilo, da je osnova zdrave hrane so sveža mleta žita. V tokratni oddaji Klepet ob kavi pa tudi o izumetničeni lepoti. Danes je pravi dan za to, glede na to, da je luna v biko in kadar je luna v biko, ni glih najbolj dan za hujšanje, pa za lepotičenje, je pa dober dan za naporno delo. No, naporno pa je zagotovo veliko vseh posegov, veliko vsega, s čimer ženske včasih, roko na srce, pretiravajo. Govorim o vseh naprednih metodah za doseganje lepote, kjer dejansko pride do iznakaženja, ker dejansko pride do tega, da si oseba ni več podobna. A začeli bomo pri tem, zakaj se to sploh zgodi, oziroma kje so vzroki za to, tudi v tistih otrocih, oziroma v tem, kdaj je pravi čas, da se punčke začnejo ličiti. Osnovna fantazija je pa na očeta naslovljena. Poglej me, očka, kako sem lepa, če tudi nimam lulčka. Ampak to pride ven pri 13 letih in to je normalno in takrat se žensko ne sme ali pa punco onemogočati, da bi bila lepa. Nekateri očete, tudi mame, ne pustijo ličenja svojim najstnicam. To pa ni prav, ne? Sicer pa čez 3 dni se bo tukaj zgodilo tudi pomembno predavanje, brezplačno predavanje za onkološke bolnike, za paciente, ki se soočajo z resnimi diagnozami, in sicer združeni pristopi fitoterapije in uradne medicine. Primerno tudi za zdravnike, za svojce, vse ostalo. Torej preverite, čez 3 dni se bo to dogajalo tukaj. Med drugim pa ta mesec v Slovenijo prihaja tudi dr. Osmanagič, govoril bo o zdravilnosti piramid. Smo mislili, da so bile grobnice, ne, kot poslednje mesto vseh tistih faraonov, a izkaže se, da temu ni tako. Tudi to v temu mesecu in pa seveda vikend šamanizma, dodaten datum 25. To pa bomo uživali na Jezerskem. Torej ne samo, da se gledamo, se tudi vidimo, se tudi čutimo, tudi uživo. In danes bo vsekakor veliko koristnih informacij, ki jih boste lahko povedali naprej svoji ženi, svojemu možu ali pa sodelavki. Zdravo, živo slavo, zagotovo ste kdaj že prebrali kakšen članek, da kruh ni zdrav. Potem ste pa prebrali članek, da kruh je zdrav, da ga moramo uživati. Kaj je zdaj res in kaj ni res? In seveda, zakaj nas bo danes Janez Čretnik, strokovnjak za zdravo prehrano, ki se že več kot 30 let ukvarja s tem, zaupal oziroma celo opozoril, da naj ne kupujemo moke v trgovini. Kaj je narobe z njo in zakaj od nje nič ne bomo imeli. Če povem povsem iskreno, to sem vedela že prej. Sanja Lončar mi je to povedala, ko me je prvič navdušila za to, da začnem, ko naredim si palačinke recimo ali pa karkoli takega, da rabim moko, da si jo sama prej zmeljem. In od takrat sem si želela o tem govoriti tudi v oddaji Klepet ob kavi in evo, danes se mi je želja izpolnila in gospod Janez Čretnik je namreč v naši družbi. Potopimo se torej v svet žit. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospod Janez. Pozdravljen. Vi ste z mojih koncev, oziroma jaz sem z vaših koncev. Ja, točno tako. Nekje blizu, a ne? Šmarje pri Jelšah. Tako. Odlično. Že več kot 30 let se torej ukvarjate z ozaveščanjem ljudi o zdravi prehrani, pa tudi mnogim, ki imajo omejitve zaradi alergij, zaradi različnih takih in drugačnih zdravstvenih težav, jim pomagate, da lahko nekaj jejo, ne? Tako. Ker veliko ljudi misli, da če pa zdaj tiste navadne pšenične moke ali pa karkoli ne moreš, si pa potem kar gotov za kulinarične užitke. Ampak začniva midva na samem začetku in sicer, zakaj ne bi moke kupovali v trgovinah? Kaj je z njo narobe oziroma česa nima ali pa kaj ima preveč? Ja, ta skušnjava je predvsem zaradi tega, ker obstoja eno osnovno pravilo, da je osnova zdrave hrane so sveža mleta žita. In kaj s tem dobiš? Preprečiš oksidacijo
da je hranilna vrednost žit bistveno večja in boljša. In te drugi del dobiš polnovredno žito. To, kar je tudi izrednega pomena, ker namreč vlaknine, ki so v žitih, so v ovojnici. In mi z mokami, ki so na policah, več kot 90% in še več, so to samo še škrobno živilo, kjer je kalček in ovojnica izločena in dobiš tisto, kar mi strokovno temu rečemo slabe ogljikove hidrate. Tale splošna reklama, tudi včasih v alternativi, je pa nedosledna, ker pravi, zdaj pa bomo hujšali, pa bomo jedli samo ogljikove hidrate, morate pa obvezno izločiti. Seveda, če govorimo o taki obliki najslabših ogljikovih hidratov, kot so beli sladkor, pa bela moka. Če pa govorimo o polnovrednih mokah in tudi o mokah, ki so iz stročnic in od pražit, kot je amarant, kvinoja, kot je pri nas pira in ajda, pa proso, potem so pa to samo globoko zaželena žita, ki povzročajo ravno dobro v telesu, ne pa slabo. Vi ste z dr. Janezom Tasičem, vašim soimenjakom, tudi izdali tole knjigo Dobrote naravne kuhinje, kjer lahko na strani 19 vidimo dejansko primerjavo, nutritivno primerjavo moke iz trgovine in pa polnovredne moke. Zdaj tukaj gledam recimo vitamin B1, ki je bistvenega pomena, sploh vsi vitamini B, recimo 0,7 vrednosti pri moki iz trgovine, 5,1 pa pri polnovredni moki. To je velika razlika. Ja, še bolj drastične razlike so recimo pri zelo pomembnem E-vitaminu, ko je antioksidant, vsaj tako važno kot C, kjer se zgubi praktično vse. Nič ima dejansko moka iz trgovine, polnovredna moka pa kar 24. Pri kalciju, železu in kaliju so tudi zelo, zelo velike razlike. Zdaj pa, gospod Janez, jaz vem in uporabljam stvari, ki jih pridelate pri vas že dolgo, dolgo časa. In jaz imam zelo rada palačinke, recimo. In veliko ljudi misli, ne, koliko ti palačinke ješ? Palačinke so nezdrave. Ampak palačinke so krasen začetek dneva, recimo za zajtrk. Včasih imam slane oziroma začnem s slanimi, pa dam zelenjavo not, na koncu pa še eno sladko. Kakšne palačinke pa vi pripravljate doma pri vas? Pa zelo pogosto, ker je to ena mojih, prej bi rekel, da je šibkost, če bi iz bele moke delal, zdaj, ko pa žena pripravlja iz ajde, pa iz prosa, to najbolj pogosto, pa seveda tudi iz pire. Potem pa imamo mi celo te, ki so po naravi brez glutena, žita, kot je ajda pa proso, imamo perfektno in imamo tudi eno napravo, kot se mu reče Silex, kjer lahko samo za eno potezo ne rabiš obračati palačink in preprosto ratajo brez, da imaš lepek, fantastične palačinke. Mi imamo celo palačinke teh, ko smo včasih predstavljali celo na sejmih, brez jajc in brez mleka. Ja, jaz delam brez jajc, pa brez mleka. In takšne tudi delamo, s kislo vodo ali z navadno, vsekakor pa ne rabimo nič zavezavo, ker čičerikina moka, to palačinke, ki so, imamo tudi recept, se dobi normalno, s pomočjo malo riževe, malo čičerikin in narediš perfektne palačinke. Tudi za tiste, ki imajo alergijo in če to sveže poješ, daš doma džem iz grozdja, ko ga naredimo zraven in pride perfektno. Ali pa sadje nadevaš, pa malo temne čokolade, če hočete še boljšo večerjo. Janez, vi imate v Šmarju pri Jelšah tudi turistično kmetijo dejansko. Veliko stvari nudite, ljudi učite, tudi nasploh gostince učite, kako pripravljati zdrave stvari oziroma na bolj zdrav način in s pravimi sestavinami. Jaz zdaj čakam, da boste vi meni tole ponudili. Ja, z veseljem. To smo mi. Kaj ste tole prinesel? Včeraj zvečer smo naredili en kruh. Lahko? Sadni kruh, samo izvolite, da ne bom iz roke vam dajal.
In ta sadni kruh ima kar nekaj prednosti. Jaz mu rečem, da je to vsi tisti, ki ste šibki, da se ne morete upreti sladicam, namesto torte je lahko kadarkoli in drugega peciva sadni kruh. Ker nima niti grama sladkorja dodanega, niti drugih sladil, ampak je preprosto samo narejen iz polnovrednega kamuta, tega faraonskega žita, noter sveže zamletega in iz sveže zamlete pire. Sestav je lahko poljuben, tudi ajdo ali proso in marsikaj si lahko privoščite in to piro in ajdo, ki smo jo zdaj dodali, ali pa kamut konkretno v tem kruhu, je tak manjši del, večji del je pa celo sadja pa bioloških mantljev. Vse surovine, ki jih imate, so biološkega izvora. Vi prisegate na ekološko, biološko, ne? Ja, pa ne od včeraj. Od precej nazaj. Zdaj je to v trendu, ampak vi Zdaj je ste v bili eni izmed trendu. Mi prvih. smo bili takrat, ko so se nam vsi norce delali, ali pa so rekli, si to nič ni res. Smo imeli že biološke izdelke leta 90 z certifikati od nemških kontrolnih organizacij noter in nikdar nismo menjali ne dejavnosti, vedno smo ustajali in gledali smo, da mora biti kvaliteta tehnološka najvišja in v certifikatih. In doma ne v predalih, v omarah so dva fascikla analiz, kjer imamo analize, da je resnično tudi v analitičnem delu bilo nesporno, ne samo takole, ko pravijo. Se pravi, da nisem napis, ne? Da lahko certifikat si, ne vem, celo kupiš. Mi ko dvomimo v Sloveniji v vse. Ja. Jaz od te biotop vaše znamke uporabljam absolutno ajdo, proso, sezam tudi, vem, da je zelo krasen. Nimam pa še izpolnjene te želje, da bi imela mlin doma. To mi pa še ostaja. Sanja Lončar me je leta nazaj navdušila nad tem, ker mi je razložila, kako je lahko nek kruh, ki ga ti pridelaš oziroma narediš iz sveže mletih zadev, ali pa palačinka, ali pa karkoli. Kakšen eliksir je to, zakaj so lahko včasih preživeli na kruhu in vodi, da je to bilo res polno. Vi ste tudi pri teh mlinih doma, ste pravi naslov, ljudje se obračajo na vas za tele mline. Dajte mi vi to mal me upeljte noter v ta svet. Ja, mi imamo, če bi prišli pogledat, imamo napis en dobrodošli v deželi mlinov, ker namreč na tej naši kmetiji imamo res izvorne mline, ki so nekdaj bili v vsaki vasi, mlin na vodo, na kamne seveda, potem naprej, ampak ženega voda, potem imamo mlin na gepl, to je nemški izraz, pa ga ni slovenskega, kjer konj goni. In imamo te tretji mlin modern, pod narekovajem tudi na naravne kamne, kjer punce namesto, da gledate v zrak, te čas, ko bicikli gonite, meljete moko iz ajde pa prosa. Ja. In to so zdaj ti mlini, ki so večji, imamo pa 12 vrst mlinov, to je samo eden, te star, zelo star model še, ko smo ga prinesli. Tale? Ja. Ampak kljub temu pa melje poleg žit, celo sojo, lečo, čičeriko, koruzo. Čičeriko? Ja. To je, Perfektno, veste, kaj si lahko narediš, čičerikino moko, ko ste me malo začudeno pogledali, iz čičerikine moke, ne samo, da lahko eno odlično lastnost ima, ker lahko panira stvari. In tudi takšne izdelke, recimo eno ribo, narediti čičerikino moko, še več beljakovin bo imela, ne? Fantazija celo v okusu, ker ima rahel okus po lešnikih in noro dobro paše, ni treba pa jajc in ni treba drobtin. V eni indijski restavraciji vem, da oni veliko panirajo iz čičerikine moke in mi je to zelo, zelo všeč. Kako tale zadeva zdaj deluje? Mislim, a boste to kaj podemonstriral? Bi rada videla. Bomo, čist na kratko, da damo malo, če lahko vzamem. Katera pa? Povejte. Ja, kar ajdo, če hočete. Ajdico, našo slovensko. Ali pa piro. Ali pa piro, dobro. Dobro. Izvolite. Hvala.
In to je zdaj pira v zrnu, to bi lahko skuhali, pa bi lahko imeli super kot prilogo, zdaj pa torej delamo moko. Tako. Tu si pač lahko reguliraš mletje. Torej, lahko se regulira tudi mletje. Wow. Finočo mletja tule z gumbom reguliraš najbolj grobo, če daš na grobo, je potem za polpete, ne, ker mi se pogovarjamo samo o kruhu, Ja, ki je le. Palačinke so seveda naslednji izdelek, Ja. potem če je grobo zamleta, je pa to normalno, so polpeti in to čičerikini, mi jih imamo gotove že, ampak še boljše bi bilo tu, pa začembe zraven in je kot zrezek, lahko. wow. In ne samo polpete, žganci, Wow. zdrobi, ne. Wow, vse to. Fantastično. Mi bomo tale trenutek preverili tudi izjavo certificirane nutricionistke. A veste, ko greste kupiti moko v trgovino, pa ko pogledate tole na prvi pogled, se zdi ta tam, bi lahko rekli. A razlika je vendarle očitna in certificirana nutricionistka prav tako pozdravlja to, da uporabljamo ekološko in da si to pripravimo sami, se pravi s kašnim mlinom. Kaj je povedala, kako je komentirala? Jaz v bistvu zagovarjam predvsem uživanje polnovrednih žit, stročnic in tako dalje, da je čim bolj polnovredna hrana. Ampak v nekaterih primerih, seveda, posebej, če imamo otroke ali enostavno se nam lušta, da bi pojedli nekaj takega, smo navajeni na palačinke. V bistvu lahko jih zaužijemo tako, da izberemo moko, ki je sveže mleta, danes tudi to dobimo pri nas, ali pa imamo recimo tiste mlinčke, pa sami zmeljemo žito, pa dobimo svežo moko in potem pripravimo čisto iz preprostih sestavin. Se pravi, to pomeni voda, dodamo tudi mogoče nekaj začimb. Jaz zagovarjam seveda rastlinsko prehranjevanje, veganski način prehranjevanja, tako da v bistvu ne dodajamo ne jajc, ne mleka. Danes imamo tudi veliko teh zamenjav, tako da lahko zelo hitro pripravimo dobre palačinke, dodamo recimo organski, ekološki vinski kamen kot pecilni prašek, če želimo recimo narediti kot take bolj ameriške. In kar se namazov tiče konkretno, lahko jih tudi sami pripravimo iz sestavin, ki spet ne vsebujejo veliko sladkorja. Tudi se lahko dobijo že marmelade, ki so brez sladkorja. Lahko recimo sami pripravimo kakšen namaz za otroke iz čistih praženih lešnikov, kakao, mogoče datljev in potem si naredimo en tak fajn namaz, ki bo bolj zdrav in se pol sladkamo brez slabe vesti. Ja, zdaj bojo pa palačinke večkrat na jedilniku. Pri meni vsaj enkrat na teden. In midva rečeva z mojim, da sva čalapinkarja. Aha. Ja, to je nov izraz. To bi lahko midva še več kot to doma. Zdaj, tukaj imava amarant v tej obliki, ki ga torej pripravljamo. Čudovit puding znam narediti iz vašega amaranta. A res? Ja. Da. In tukaj lahko vidimo amarant v naravni obliki. Tole imava kamut, ne? Je res? Tako. Kamut, odlično. Vsako žito ima svojo zgodbo in vsak ima svoj okus. Tole, kar ste zdaj potipali, amarant pa kamut, sta super priporočljiva živila poleg ajde, ampak ta dva ima ta sladek okus in narediš že kruh fantastičen, da ne govorim pecivo, recimo iz kamuta narediš enkratno potico tudi, lahko Iz kamuta z orehi. potico? Ja, lahko z lešniki ali pa z orehi in ne rabiš praktično nič sladkati. To, kar je bistvo, ne, za sladkorne bolnike. Tu pa se različna peciva delajo, ne, iz amaranta s pomarančem narediš te žitno-sadne energetske rezince, si lahko celo sam doma, ali pa daš za zgoščevanje, ne, ker je rahlo sluzasto postane, pa daš v enolončnice. Ne rabiš nič tistih podmetih delati, ko je bistveno slabše za zdravje ljudi. Tole je pa ajda, ajda, obožujem ajdo. Ja, ajda je sploh fantazija, tudi jaz jo obožujem, ker imamo zdajle, ko je sezona gob, jurčke, pa jih naredimo z jurčki pa ajdo. Celo mešanico ima tudi tukaj, le vidim, za šitake, ne? Ja, to je pa pira. A, to je pira.
To je papira, ampak perfektna mešanica, ker je praktično rižota namesto riža kot bel riž. Ja. Tu pa imaš celo zrne pire. Jaz rečem ajdota, ko naredim dejansko zelenjavo za ajdo, ni rižota, ampak ajdota. Ajdota ali kvinota, ker imamo enako zmes tudi za kvinojo. No, ali pa kvinota. Ja, ja, in zdaj, super. če malo selekcije naredimo, to so perfektna dva žita za sladkorne bolnike. Pa ne rabiš biti bolan, ker uživaš do nezavesti, da ne rečem pod narekovaji, v okusih tudi, pri amarantu, sploh pa pri kamotu, ker je res tudi kruh, potem si malo že zasvojen, če začneš s tem, potem celo piro pozabiš. Ampak pira je že sama, če jo pa primerjaš s pšenico, ker je greni samo po sebi, je pa daleč okusna in krhko pecivo nastane iz pire. Kaj pa tisti, ki ne smejo glutena uživati, ali bi se ga pa želeli izogibati, recimo tudi ženske, ki imajo hormonske težave, sploh ne smejo, tudi se morajo izogibati glutenu in tak naprej. Kako je s temi, katera od teh zadev nima glutena, se pravi, bo še bolj lahko, lažje prebavljivo in tudi več se bo usrkal, katera žita potem? Ja, žita imajo v osnovi tisti, ko imajo malo manj znanja, mislijo, da so vsa žita sporna. Sporna je praktično pšenica, ki je pražito, je pira. Iz tega pira je imela eno lastnost, da poleže in noče odgovoriti na genske manipulacije in so nastale različne vrste pšenice, sorte, in ta ima lepek, ki je za tehnološko obdelavo perfekten. Se veste, da lahko raztegneš kot čiguni. Samo za potrošnike je pa sploh za tiste, ki so preobčutljivi na gluten, je pa resnično lahko življenjsko nevaren. In gluten je v pšenici, rži, ječmenu in deloma tudi v ovsu. Ovs je taka mejna žito. Drugače pa brezglutenske, to, ko pa so resnično, pa ne samo, da so brez glutena, cel kup dodatnih hranil imajo, beljakovinsko so bogate in to tiste aminokisline, ki so resnično v življenju pa za zdravje ljudi. Katere so pa to torej? In to so pa proso, pa ajda, to so iz naših logov, kvinoja, amarant. Kvinoja, amarant. Domovine so to v Južni Ameriki, noter jaz imam na svojem gruntu amarant, ampak to imaš za domačo uporabo, pa imaš v kuhnjo, če pridete, ni pa za kaj večjega resnega, ko moraš... Tudi koruza, ne, nima glutena? Pa koruza nima, pa riž nima, vse vrste rižev, tako da je tega... Pa čičirika, ne? Ja, vse stročnice v bistvu. Vse stročnice, ja, no, tako. Ampak čičirika, leča, in mi imamo celo moke iz čičirike in leče, in iz riža, tako da, če imate pa mlince, seveda pa sami pripravljate in vedno imate možnost od grobega granulacije do najbolj fine nastavljati. Odlično. Odlično zgodbo in res hvala vam, da ste vztrajali pred 30 leti, ko so vam vsi govorili, da se pa zdaj greste, pa eko, pa bio, pa vse take stvari. Danes veliko ljudi ne bi preživelo brez vaših izdelkov, ki jih dejansko pripravljate, ki ste jih že toliko časa predstavili dejansko v Sloveniji, da lahko živimo bolj zdravo, oziroma da nekateri, ki imajo določene omejitve, alergije, sploh dejansko lahko funkcionirajo, živijo in uživajo v dobri hrani, kajti vse to ne samo, da je zdravo, je tudi zelo, zelo dobro. Mogoče boste začeli pri palačinkah in naj vam povem, to je dober začetek. Kaj bi še povedali? Imam tudi za tiste, ki bojo nekaj korak naredili naprej, bi preprosto jim predlagal. Če si bojo privoščili mlin, ne morajo nič izgubiti, ker ne samo, da je to okusno, tudi polnovredno. Pa še ceneje, ne? Je celo bistveno ceneje. Kot da kupuješ kruh v trgovini. Kot da kupuješ kruh v trgovini in to bistveno ceneje potem šele ugotoviš, ker imajo mlin, lahko ceneje kupijo pri nas tudi žita in če ga kupijo v tem mesecu, lahko dobijo
pri nas tudi 3 kile ajde ali pire gratis noter, ali pa Odlično. tole knjigo našo. Ali pa knjiga, da si polno bojo stvari. 140 receptov. si Odlično, lahko hvala privoščijo. lepa. Osnovna fantazija je pa na očeta naslovljena. Poglej me, očka, kako sem lepa, če tudi nimam lulčka. Ampak to pride ven pri 13 letih in to je normalno in takrat se žensko ne sme ali pa punco onemogočati, da bi bila lepa. Ne?